Dobrodošli v nov video in danes je juicy video, plus preden gremo v ta video, bi rad povedal, Neumann Wallet scam je končno propadel. In ta vikend bomo naredila video, kako, zakaj, v glavnem čim več informacij bo probala najti, kako je to vse šlo down. V njihovem Discordu v njihovem Telegramu so se že ful pogovarjali in so neki accusationi, neke različne stvari in bi rada sam čez vse to šla ful podrobno, da ne bova kakšnih čudnih informacij vam dala. Tako da boste mogli počakati do vikenda, sa pa videla vse SMS-e, ki ste nam pisali na Instagram, da je propadel in ja, hvala. Sva kar vesela, da je to končno šlo v kurac, tako da v današnjem videu pa je nadaljevanje slovenskega kriptoskema CryptoUnity in sicer midva sva septembra, začetek oktobra naredila tridelni expose na njih in basically so dobili veliko gledov, veliko folka je to spremljal in danes zjutraj je pa Pici objavil story in bomo spet reaktali in sicer v tem storyju je povedal par stvari o CryptoUnityju in se mi je zdaj sam zanimiv pa fed, da pokažem, če sva že naredila 3 dele, a ne, pa je pač tega, ne, tako da dajmo si zdaj to pogledati, ja, za vikend pa računite na en banger video o Neumann Walletu. Ok. Dobro jutro vsem tistim, ki ste že budni in vsem tistim, ki ste mogoče 15-20 minut nazaj poslušali Best FM radio. Verjetno ste opazili, da je Best FM začel nažalost reklamirati še en kripto-scam projekt. Jaz sem že govoril o njemu, to je CryptoUnity. In ko sem slišal reklamo na radiju, sem bil prav presenečen, da še kar ustrajajo in da se še kar... Ja, drugač fun fact, oni so tudi na Radio 1 ful oglaševali. Ne vem, zgleda, da je radio v Sloveniji the way, meni osebno se zdi, da radio reklame so dosti useless, sploh za kripto projekt, ampak okej. Borijo z mlini na veter, tako da moram reči, da sem malo razočaran nad Best FM-om, ampak okej, razumem, da so dobili plačano za to, da to promovirajo. Cajt bo pa itak pokazal svoje. Zdaj pa imam še par notranjih informacij. V glavnem, Sandi Špenko, glavca tega kriptoskema, Sundi, tako zvani Špene, je imel najboljšega prijatelja, s katerim sta imela skup firmo za sklepanje teh naročniških razmerij pri Telemachu in tako naprej. V glavnem, ko so šli skup v ta projekt CryptoUnity, je čez cajt začel Špenetov friend dojemati, da je ful enih nepravilnosti, pa da se slabo dela in da pač stvari ne štimajo. In ko je začel opozarjati Špeneta na to, je Špenetova desna roka, njegova žena, rekla, ne, mi pa takih ne rabimo v firmi, preveč negativne energije in pač to, kar njegova žena reče, Špene naredi. In je odpikal svojega najboljšega frenda iz kriptoprojekta CryptoUnity. Tako da ja, ekipa CryptoUnity je izgubila še enega pomembnega člana, ki je mogoče edini še imel razum tam in ki je dojemal, kaj se kle dogaja. In ena in edina faktura, ki je bila plačana za razvoj aplikacije za CryptoUnity, navte verjeli, je v višini 2500 evrov. A vi veste, koliko je sposoben en programer z eno plačo, če je recimo to 2500 evrov v enem mesecu, koliko je sposoben razviti aplikacijo za CryptoUnity? Praktično nič. Oh my God. To je denar, ki ga Jaz ne moram verjeti, da so oni izbrali, ne vem, milijone, mogoče na stotine tisočev, ampak da so dali samo 2500 evrov za razvoj aplikacije, je pa po moje največji red flag do zdaj. To glih tok, da so kao neki dali, tako da... A ja, pa še fun fact, ko sem naredila septembra video o njih, so imeli čist drugačen white paper, oni bi zdaj že mogli imeti v zunji coin in vse te stvari, ampak valjda oni to toliko zavlačujejo, da sploh ne vem, če bo to kdaj v zunji, no. Tako da ja. CryptoUnity vlaga v razvoj, v utility, v aplikacijo in take stvari, ki bi mogle koristiti nečemu. Tako da že to vam je en velik alarm, kaj se tam dogaja.
Tisti, ki čakate na aplikacijo od CryptoUnityja, jo ne boste dočakali. Vam že zdaj povem. Kar se pa tiče pre-sale za Balkan. Pre-sale je bil zaprt en dan pred določenim datumom, ker naj bi bili kovanci za pre-sale na Balkanu razprodani. Ampak temu ni bilo tako. In ta Špenetov, bivši najboljši prijatelj, ga je vprašal: Špene, zakaj smo zaprli pre-sale, če sploh nismo prodali skoraj nič kovancov? Prav, tih bod, to je taktika, da folk misli, da smo razprodali vse, da bo pol še večji naval. Moj Špene, ti si ena taka velika prevara. Sandi, mislim, jaz sem veril, da si low-key scammer, to je dosti podlo, tako full nefair, če se slučajno investini v CryptoUnity, tle lahko vidite njihovo pravo sliko, ne vem, slabo. Tako da, še enkrat vas opozarjam, ne dovolite si, da vas nategne. V primeru, da se pa zgodi nek velik čudež in da CryptoUnity pride na kakšno bedno menjalnico, boste pa videli, da v parih minutah se bo tak dump zgodil, tak padec v minus, v nulo, ker bodo tisti, ki imajo večinski delež kovancev, to takoj razprodali. Jaz sem šel s Sandijem staviti prek TikToka za 10.000 evrov, da odkar oni dropajo kovanec na kjerokoli menjalnico, 3 leta po temu bo bil ta kovanc 100% rug pull. In Sandi valjda ni vzel stave, ker pač dobro ve, da bo rugel, no. Ker vejo, kakšno je ozadje tega. Tako da, problem je, da v Sloveniji noben kripto projekt, ajde, ne bom rekel noben, ampak redko, res redko, kjer kripto projekt da uspe, zato ker ponavadi stojijo za tem ljudje, ki nimajo neke podjetniške žilice in ki nimajo izkušenj in ne znajo razpolagati z velikimi vsotami denarja. Tako da, zato smo na tako slabem glasu Slovenci, kar se kripta tiče. Evo, tle lahko vidite članek na 24ur.com, fucking plačan članek. Zbrali so več kot 500 000 evrov, a za aplikacijo za razvoj so dali 2000. It doesn't make any sense. S svojim inovativnim pristopom, predanostjo varnosti in osredotočenjem na uporabniku prijazno izkušnjo ter izobraževanjem je CryptoUnity na dobri poti, da postane ena najboljših menjalnic. Mislim, jaz vedel sem, da so Forbes pa vse to, da je vse to pay to win, ampak da lahko tako da prideš 24 ur, tak shitty project, ki bo rug pull, ne vem, no. No ja, to je bilo to za ta video, quick reaction na Picijev story, shoutout Pici. Zdaj, valjda se veste, da tudi Pici je malo bolj oster, ne, tako, da ne bo kdo mislil, da to, kar sem zdaj reaktil, je vse 100% res. To je v bistvu samo moja reakcija na njegov story, ki ima pač nek inside info, če sem prav razumel. Ampak v glavnem, ja, CryptoUnity še zmer red flag project. In ja, to je bilo to za ta video, upam, da ste uživali. V nedeljo ali pa soboto bo bil Neumann Wallet, zakaj je propadel video. Pa ja, joinite se pa na Discord, followite nam na Instagramu, pa se ga, peace.